Pred kratkim mi je prišla v roke čudovita knjiga o molitvi. Napisal jo je pastor, profesor in dolgoletni evangelist Ron Closet, naslov pa ima V imenu Jezusa. Danes bomo tole današnje razmišljanje bo kar nekaj povzetkov tudi iz te knjige. Če bo pa komu všeč, mu jo lahko na koncu posodim. Verjamem pa, da ima Zmago tudi še kakšno, da jo posodi za branje. In kako dolgoletni misijonski vodja začenja s knjigo? Pravi takole: kakšno je naše molitveno življenje? In nekako odgovarja: večina adventistov, za katere vem, in v življenju sem srečal na tisoče adventistov na vseh kontinentih, moli malo. In še ko molijo, le to počnejo brez žive vere v našega nebeškega Očeta. Tako torej v cerkvi trpimo za dvema smrtonosnima boleznima. Prva je, da ne molimo dovolj in s tem dopuščamo, da naše duhovno življenje bledi. In druga, ko molimo, le redko verjamemo, da se bo nekaj, za kar molimo, dejansko tudi zgodilo. Oziroma smo kar zelo hitro razočarani, ko molitve niso uslišane na način, kot to sami pričakujemo. In v tem smislu smo dejansko slabši od demonov. Saj oni se vsaj zavestno zavedajo mogočne Božje moči, ki lahko spreminja situacije. Zaradi tega demoni verjamejo in trepetajo, kot piše v Jakobovem pismu v 2. poglavju 19. vrstici. Pravi, ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo. In potem v tem uvodu tako zanimivo nadaljuje naprej. Pravi, ste se v zadnjem času med tednom morda udeležili tipične adventistične molitvene ure? Vkolikor da, potem pripadate precej mali skupini vernikov naše cerkve. Večina adventistov se le redko udeležuje molitvenih sestankov oziroma, kot jim pravimo, molitvenih ur. Za vrh vsega pa znajo biti ti molitveni sestanki debatne ure z malo molitve na koncu. Ko v življenju porabimo več časa za pogovor o molitvenih potrebah, kot pa o sami molitvi, s tem obrnemo na glavo naše prioritete. Zakaj je naše molitveno življenje tako napadeno? Zakaj? Molitev ima pomembno vlogo v velikem boju, ki se odvija na našem planetu. Molitve vplivajo na razvoj dogodkov in osebnih življenjskih zgodb. In le te so sestavljene iz mnogo drobnih dogodkov, majhnih odločitev, ki dajejo smer v našemu življenju. Molitev namreč Bogu da moralno avtoriteto, da se vključi v dogajanje. V uporu, ki se je zgodil v nebesih in potem razširil na zemljo, je bil Bog obtožen, da je avtokrat in da njegovih zapovedi ni možno izpolnjevati. Pa si poglejmo malo ozadja. Po incidentu, ki se je zgodil v Edenskem vrtu, je Satan postal vladar našega planeta. S tem imenom ga je 3-krat v evangelijih omenil tudi Jezus. Na primer Janez 14:30. Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta prihaja. Torej, po dogodku v rajskem vrtu se je Satan imel v nebesih pravico predstavljati se kot predstavnik človeške rase. Razlog za to je bil preprost. Ljudje so se odločili slediti in poslušati njega in ne Boga. Verjetno je bil navdušen. Glede svojih obtožb proti Bogu, da je popolna poslušnost Božjemu zakonu nekaj nemogočega, nekaj norega, se je sedaj počutil opravičenega. A niso bili on in množica angelov, ki jih je uspel prepričati, in zraven še kompletna človeška družina, popoln dokaz tega. Iz Jobove knjige lahko razberemo nekaj, nekaj teh odnosov, nekaj misli o teh odnosih. Če odpremo Sveto pismo v Jobu, v 1. poglavju, imamo na primer 6. vrstico. Napočil je dan, ko so prišli Božji sinovi in se postavili pred Gospoda, med njimi je prišel tudi Satan. In potem, na primer, naprej od 8. se pravi, pogovor se začne. Gospod je rekel Satanu:
si kaj misli v svojem srcu na mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji. Mož je popoln in iskren, boji se Boga in se varuje hudega. Satan pa je odgovoril Gospodu in rekel: Mar se Job zastonj boji Boga? Mar ne varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? Blagoslavljaš delo njegovih rok in njegova posest se širi v deželi. Kot vidimo iz teh besed, je bil Satan prepričan, da lahko prepriča, zapelje ali pa prisili kogarkoli na tem planetu, da zavrže Boga in začne slediti njega. Bil je zelo drzen. A Bog v tem pogovoru pokaže na svojega služabnika Joba kot nekoga, ki je pravičen, ki se boji Boga in zavrača zlo. Satan pa takoj protestira. Takoj protestira in izzove Boga pred celim vesoljem. Pravi v 11. vrstici: samo iztegni svojo roko in se dotakni vsega, kar ima resnično, v obraz te bo preklinjal. Kot na to vidimo iz nadaljnjega besedila, Bog ignorira to Satanovo predrzno obnašanje in njegov odnos do svojega stvarnika, ker je Bogu bolj pomemben vpliv, razvoj in posledice tega dogodka na sam vesoljni spopad, kot pa tisti trenuten dogodek. Vse to se je zgodilo pred vsemi nebeškimi angeli in lahko predvidevamo, da nekaterim angelom v tistem času Satanove namere niso bile še čisto jasne in so se mogoče tudi sami spraševali, če v svojih obtožbah proti Bogu Satan mogoče le nima prav. Epilog, zgodbo in njen epilog poznamo. Job grozovito trpi. Posvetni prijatelji, ki ga pridejo obiskat, ga prepričujejo, da se mu vse to dogaja zaradi nekega velikega greha v njegovem življenju. A celotna knjiga o Jobu govori o tem, da Bog ni enostranski, da Bog ni avtokrat, da Bog ni nekdo, ki bi kaznoval samo tiste, ki so mu poslušni, ampak da ljubi vse ljudi enako. Tudi Jezus je v Matejevem evangeliju v 5. poglavju v 44. vrstici to lepo povzel. Pravi takole: a jaz vam pravim, ljubite sovražnike svoje in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste bili sinovi očeta svojega, ki je v nebesih. Kajti on velema soncu svojemu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi in daje dež pravičnim in nepravičnim. Ljudje so pogosto presenečeni nad navidezno svobodo, ki jo Bog dopušča Satanu pri nadlegovanju ljudi. Če je v resnici tako strašen nasprotnik ljudi, kot o tem piše v Jobovi knjigi, le zakaj bi mu potem Bog dal toliko svobode pri sejanju in povzročanju zla? Nekateri ljudje, ki berejo knjigo o Jobu, jim izpade, kot da se Bog v njej obnaša prijaznejše do svojih nasprotnikov, kot pa do svojega zvestega služabnika. To pa seveda vse zaradi tega, ker ne vidijo kompletnega konteksta situacije, ki ga ima Bog ves čas pred očmi. Kaj pa je ta kontekst? V Danielovi knjigi, v knjigi Razodetja, od prve do zadnje vrstice Svetega pisma lahko beremo o tem velikem boju in skozi ta veliki boj pridemo tudi do dejstva, da problem greha ni oseben, individualen, temveč vesolen in da je naša zemlja, kot pravi Sveto pismo, gledališče. V 1. Korinčanom 4:9, na primer, lahko beremo o tem, pravi: mislim namreč, da je Bog nas, apostole, poslednje postavil kakor tiste, ki so odločeni za smrt, ker smo postali gledišče svetu, tudi angelom in ljudem. Za obe strani, ki obstajata v tem, ki sodelujeta oziroma se borita v tem velikem boju, pa kot vidimo iz konteksta Svetega pisma, obstajajo določena pravila. Pravila, ki na nek način omejujejo delovanje obeh strani. Naprimer, Bog je navkljub svoji moči omejen v preprečevanju zla na našemu planetu in Satan je omejen v svojem zlem delovanju. Te omejitve se spreminjajo v skladu z osebno
svobodo in voljo posameznika. Naprimer, če se nekdo odloči ali pa prepušča življenjskemu slogu in aktivnostim, ki so na Satanovem področju, potem nad to osebo Satan pridobiva čedalje več moči. In v vsemu temu smo ljudje mojstri samoprevar in znamo slabe stvari, ki jih počnemo, zelo dobro obrniti na dobro in jih predstavljati drugačne, kot v resnici so, čeprav naši duhovni sadovi vpijajo do neba, kaj in kako. In na drugi strani, Bog ima večji nadzor in vpliv, da pomaga, zdravi in vodi osebo, ki moli, ki se predaja Bogu, mu zaupa in se sklicuje na Božjo moč na podlagi Jezusove zmage na križu. Torej oba sta omejena z našo svobodno voljo. Ljudem nam ta vesoljna pravila niso direktno razodeta, lahko pa jih razberemo iz raznih dogodkov in prerok, ki so zapisane v Svetem pismu. Naprimer, ko je bil Jezus skušan v puščavi, je bila ena izmed Satanovih ponudb tudi ta, da mu bo vrnil vsa kraljestva na zemlji, ukolikor se mu pokloni. V Luki v 4. poglavju, od 6. vrstice naprej lahko to beremo, se smo že prej eno, in mu reče hudič: tebi dam vso to oblast in njih slavo, kaj ti meni je izročena in dajem jo komorkoli jo hočem. Ti torej, če se pokloniš pred menoj, bo vse tvoje. Jezus v svojem odgovoru Satanu ni izpodbijal Satanove izjave o lastništvu nad zemljo. Jasno pa mu je povedal, da čaščenje pripada samo Bogu. V 8. vrstici lahko beremo. In odgovori in reče mu Jezus: pisano je, Gospoda Boga svojega moli in njemu samemu služi. Naslednji primer lahko vidimo iz dogodka v vasici Gadara, kjer je Jezus ozdravil obsedenca. Ko so nečisti duhovi, ki so bili v obsedencu, zagledali Jezusa, so v njem takoj prepoznali Božjega sina in začeli kričati. Dogodek je zapisan drugače v Mateju 8. poglavju, brali bomo 29. vrstico. Se pravi, in pravi: in glej, zakričita in rečeta: kaj imaš z nami, Jezus, sin Božji? Sem prišel, da bi nas pred časom mučil? Ta dogodek nam razodeva, da obstajajo neki časovno določeni parametri pred dokončno sodbo in obsodbo zlih angelov. Ta čas pa ni bil takrat, ko je bil Jezus prvič na zemlji, temveč, kot beremo v razodetju v 20. poglavju, bo v čas uničenja zlobnih angelov prišel ob drugem Jezusovem prihodu. Iz tega lahko tudi razumemo kričanje teh demonov na Jezusa. Na začetku današnje misli smo govorili malo o molitvi praktični in na to prešli na neko ozadje velikega boja med dobrim in zlim. Vprašanje pa, ki si ga bomo danes zastavili in razmišljali o njemu, je to, kako tvoja, moja molitev vpliva na Boga in Satana v tem velikem spopadu. Čeprav kot smo rekli, nam ljudem niso povedana natančna pravila za delovanje, ki veljajo v vesoljnem spopadu, pa sta nam jasno zaupani dve izredno pomembni zadevi glede tega spopada, in sicer o veri in molitvi. Vera in molitev sta ključni aktivnosti v tem spopadu. Če ljudje v veri molimo, potem Bog lahko močneje in obširneje deluje. Njegova možnost, da posreduje v življenju drugih ljudi, raste. Ko namreč ljudje molimo, ima Bog legalne in moralne pravice, da omejuje vpliv zla v življenju tistih, za katere molimo v veri. In vsekakor ob vsemu temu se moramo zavedati, da ne vidimo celotne slike situacij ljudi, kot jih vidi Bog, in da ne moremo sami določati, na kakšen način naj bi po naše moral delovati Bog. Moramo mu v veri zaupati, da deluje. Kako torej Bog dobi legalno in moralno pravico za delovanje? Sam Jezus nam je glede tega dal zgled. Ko je bil s svojimi učenci v gornji izbi na poslednji večeri, preden so odšli na Oljsko goro, je rekel Petru. O tem lahko beremo v Evangeliju po Luku, 22. poglavju, 31. vrstici. Pravi tako: Simon, Simon, glej, Satan si je izprosil, da vas sme presejati kot pšenico. Ali jaz sem prosil zate, naj ne izgine vera tvoja.
In ti, ko se nekdaj spreobrneš, potrjuj svoje brate. Iz tega besedila lahko vidimo, da je Satan zahteval dovoljenje, da sme pretresti, preizkusiti Petra podobno, kot je stoletja nazaj to zahteval tudi za Joba. Peter je bil eden izmed Jezusovih vodilnih učencev in pred vsemi ostalimi učenci je izjavil, da je v svoji zvestobi pripravljen tudi umreti zanj. To lahko beremo v Janezu v 13. poglavju, v 37. vrstici, ko Peter izjavi, reče mu Peter: Gospod, zakaj ne morem sedaj iti za teboj? Življenje svoje dam zate. Satan in Jezus sta poznala Petra bolje kot pa on samega sebe. Satan je skušal Petra, saj je pričakoval, da ga bo ujel v njegovih šibkostih. Skušal ga je, da se je najprej hvalil pred drugimi učenci, nato pa namesto, da bi molil za učence in Jezusa, tako kot ostali, zaspal v Getsemanskem vrtu in na koncu še zanikal, da pozna Jezusa pred najnižjimi ljudmi na tedanji socialni lestvici. Peter je bedno padel. Bil je poražen in to v najkritičnejših trenutkih. Toda Jezus je v veri molil zanj in Peter je okreval in se naučil lekcije. Za svoj veliki greh se je spokoril in od tedaj v ponižnosti služil Jezusovim učencem in tudi v resničnosti postal pripravljen, da za Jezusa žrtvuje svoje življenje. Kdo ve, kako daleč bi padel Peter, če Jezus ne bi molil zanj? Kdo ve, v kakšne globine malodušja, razočaranja nad samim seboj bi padel goreči učenec in se umaknil daleč stran od svojega poslanstva do konca svojega življenja, vkolikor Jezus ne bi molil zanj. Satanov namen je bil škoditi in, če se le da, omejiti, uničiti oznanjevanje zveličanja. In nikolikor bi mu uspelo, da bi Peter kot vodilni Jezusov učenec odpadel in se umaknil, bi se lahko hvalil, da so Božje obljube in vladanje ravno tako slabe, kot to govori že od samega začetka vojne v nebesih. Posrednik, ki je tistega dne v tej zgodbi naredil razliko, je bil Jezus. Ja, vera in molitev sta ključna v velikem spopadu. V dneh, ko ne molimo, sovražnik napreduje. Toda kadar molimo, takrat je Jezus opolnomočen z legalno in moralno pravico, da reče sovražniku: šel boš samo tako daleč in nič več. Kadar ne molimo in ko z vero nismo povezani z Jezusom, takrat je Božje posredovanje omejeno. Ne da Bog nima moči, želje ali pa kaj podobnega, ampak moralni razlog za njegovo posredovanje ni podprt. Vkolikor bi takrat Bog v življenju ljudi deloval enostransko, samo zaradi tega, ker je vsemogočen in ker pač lahko deluje, bi Satan lahko argumentiral: zakaj poskušaš pomagati tem ljudem? Saj te ne prosijo, da jim pomagaš. Od tebe so odvrnjeni in njihova pozornost je namenjena stvarem in opravilom, ki jim jih v življenje polagam jaz. In za povrh vsega, v resnici ne verjamejo vate tako, kot trdijo, da verjamejo. Rekel si, da boš deloval spošteno in z integriteto. In integriteta zahteva, da ne deluješ v življenju ljudi, ki se ne zanimajo zate. Torej, Bog je vsemogočen, toda so stvari, ki jih zaradi moralnega učinka na veliki boj, zaradi naše svobodne volje ne more narediti, četudi se jih želi in so dobre. Torej, molitev in vera. Ko je Jezus drugič potem, ko je začel svojo službo oznanjevanja evangelija, prišel v Nazaret, je ponovno naredil močan vtis na vse ljudi, ki so bili v shodnici. Na vse zadnje, tukaj so bili njegovi ljudje, njegova družba, njegovi prijatelji, njegova družina, sosedje. V tem mestu je odrastel. Bil je verjetno znan mizar in v tej shodnici so bili tudi prisotni ljudje, ki jim je naredil pohištvo. Zagotovo si je želel, da bi jih lahko blagoslovil. Tako kot je blagoslovil prebivalce Kafarnauma, Becajde in vseh ostalih galilejskih mest.
Toda tu žal ni bilo mogoče. O tem lahko beremo v Marku, v 6. poglavju, bomo brali prvih 6 vrstic. In gre od tod in pride v domovino svojo in spremljajo ga učenci njegovi. In ko pride sobota, začne učiti v shodnici in mnogi poslušalci so strmeli govoreč, odkot temu to? In kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In koliki čudeži se vrše po rokah njegovih? Ali ni ta tesar, sin Marijin in brat Jakobov in Jozejev in Judov in Simonov? In niso li sestre njegove tu pri nas? In pohujševali so se nad njim. Jezus jim pa reče, nikjer ni prerok brez časti razen domovini svoji in pri rodbini svoji in na domu svojem. In ni mogel tam nobenega čudeža storiti, razen da je le malo bolnikov položivši nanje roke ozdravil. In čudil se je njih neveri in hodil po vaseh v okolišu in učil. Katastrofe, nesoglasja ali pa bolezni, v katere nas lahko zapelje Satan s tem, ko se prepuščamo njegovim prevaram, niso tako velika ovira za napredek Božjega dela med ljudmi, kot pa je nevera. In nevera je največji tako imenovani demon v nas, ki more ven. A isti sočutni zveličar Jezus Kristus živi tudi danes. In je vedno pripravljen poslušati molitev, ki je izrečena v veri, tako kot takrat, ko je vidno hodil med ljudmi. In del Božjega načrta, kot piše v knjigi Veliki boj, del Božjega načrta za nas je, da nam odgovarja na molitve, ki so izrečene v veri. In Jezus te potrebuje, da prosiš in moliš za sebe, za svoje ljudi in za vse, za kulturo, v kateri živimo. A v molitvah smo mnogokrat napadeni, ali smo utrujeni, nimamo časa, vse drugo je bolj pomembno in privlačno. Zgodi se nam tudi, da smo razočarani nad neodgovorjenimi molitvami. Zdi se nam včasih, kot da molimo v prazno, da naše molitve nimajo nobenega učinka. A vse to je stvar perspektive. Razlika med vero in domnevnim neuspehom je v tem, s katere strani gledamo na vse skupaj. Če vidimo težke situacije skozi svojo osebno perspektivo, si težko predstavljamo, da bomo uspeli. V življenju ne potrebujemo verjeti v Boga zato, da bi živeli bedno in zagrenjeno življenje, polno razočaranj. Potrebujemo pa verjeti v njega in na to, kako on gleda na realnost, saj le tako lahko premagamo naša negativna čustva, ki se nam porajajo v težkih duhovnih bojih. Kaj poslušamo v tistih situacijah, ko je treba iti na kolena in moliti? Svoja čustva ali Boga? Martin Jones je bil britanski pridigar, ki je razumel to duhovno bitko. Komentiral jo je pa takole. Večina neuspehov in nezadovoljstva v življenju je rezultat tega, da namesto, da bi govorili sami sebi, poslušamo samega sebe. S tem je želel povedati, da se v življenju raje zanašajmo in si predočujmo Božje obljube, kot pa da se zanašamo in poslušamo svoja čustva, sploh v situacijah, ko nas Satan želi odvrniti od delovanja. V situacijah, ko smo šibki in ko pride glas brez veze, da moliš, itak ne bo odgovora, itak se ne bo nič zgodilo, itak se ne bo nič spremenilo, itak nima smisla. Seveda, kdo drug kot on ve, kako mogočno orodje je molitev izrečena v veri. Zato molimo za naše sosede, sorodnike, sovernike, sodelavce, stranke, sokrajane, vse ljudi, s katerimi živimo. Molimo v prepričanju, da bo Bog uslišal naše molitve in deloval v življenju vseh teh ljudi, tako kot on vidi, da je najbolje. Zanašajmo se na njegove obljube in si vsak dan vzemimo čas za molitev, za branje njegovih obljub, da jih bomo poznali in seveda za prakticiranje krščanskega življenja. In vzemimo si tudi čas za skupno molitev z drugimi verniki.
Skupna molitev z drugimi verniki ni nekaj napornega. Treba se je samo dogovoriti za čas in kraj srečanja. Naprimer, v torek ob 7:30, ko je molitvena ura za cerkev, ali pa kakšen drug termin, če komu bolj odgovarja. Ellen White je v enem napisala en tak zelo zanimiv stavek glede molitve, skupne molitve v cerkvi. Pravi, moč, ki jo bomo prejeli med molitvijo, bo proporcionalna enotnosti vernikov in njihovi ljubezni do Boga in drug do drugega. In če še enkrat preberemo vprašanje, kdo ve, kako daleč bi padel Peter, če Jezus ne bi molil zanj. Zato molimo drug za drugega, naustavimo se, naučimo se Božjih obljub in vztrajamo v temu. Ne pozabimo, kaj piše v Jakobu v 5. poglavju v 16. vrstici. Izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Mnogo zmore goreča molitev pravičnega. In Jezus tistega davnega dne, 2000 let nazaj, molil tudi zate. Janez 17:20. Ne prosim pa samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njih besede verovali v mene. In to smo vsi danes tukaj mi, ker verujemo, da je živi Bog z nami, da je živi Bog odgovarja na naše molitve. Zato se ne pustimo pretentati Satanu, ampak vztrajamo v molitvah, sklicujmo se na Božje obljube in pojdimo naprej, pričakujoč v veri, da se bo to, kar je najbolje za nas in naše soljudi, uresničilo takrat, ko pride čas za to. Amen. Amen.